Pozdravljeni, v Svetu na prepihu se bomo tokrat z Brankom Sobanom pogovarjali o Zvezi NATO in 10. obletnici priključitve Slovenije. Branko, pozdravljeni. Pozdravljeni. Varšavski pakt je bil razpuščen v začetku 90. let prejšnjega stoletja, a NATO, njegova zahodna protiutež, ostaja ključna figura na mednarodnem prizorišču. Je NATO uspelo najti novo poslanstvo? Ne, prav zato večkrat poudarjam, da je v bistvu NATO eden največjih anahronizmov našega časa. Varšavski pakt je bil razpuščen, se pravi razlogi za obstajanje NATO so s tem prenehali. Seveda, ko ni bilo več sovražnika, je NATO začel iskati nekako nov teren, novega sovražnika, nov raison d'être, ki ga je našel zelo spretno v novih vojnah, predvsem najprej v Afganistanu in potem tudi v Iraku, kjer pa v bistvu nihče ne zna natančno pojasniti, kaj pravzaprav NATO počne v Afganistanu. Afganistan ni napadel nobene članice NATO. Izgovor za napad na NATO je bil 11. september, ampak tam večina udeležencev tega strašnega dejanja, tega napada na Manhattan, so bili v bistvu državljani Saudske Arabije. Se pravi, če je Amerika in z njo NATO že nameravala koga napasti, potem bi bilo treba takrat napasti Saudsko Arabijo in ne Afganistan. Sam osebno mislim, da je bil stop Slovenije v NATO ena največjih napak slovenske zunanje politike. To ni samo moje mnenje, to mnenje je javno povedal tudi ugledni slovenski filozof Tine Hribar. Pomisleke o NATO ima tudi nekdanji predsednik Milan Kučan, ki v enem intervjuju dejal, da NATO, v katerem smo danes, ni tisti NATO, katerega si je on predstavljal in zamišljal. In to je v resnici res. NATO je vojaška organizacija, ki ne spoštuje ne človekovih pravic, ne demokracije, ne vladavine zakona. Prav z nekakšnim dovoljenjem NATO je ameriška CIA sredi Evrope ugrabljala nedolžne teroristične osumljence, ustanavljala tajne zapore in s tem dokazala pravzaprav, kaj je. Omenili ste Slovenijo. Ko je Slovenija vstopala, kaj je pričakovala od NATO in kaj je resnično dobila? Pričakovala je veliko. Kot sem že dejal, v bistvu je imela slovenska zunanja politika, če jo smemo tako imenovati, v bistvu pred sabo samo dva cilja. Vstop v Evropsko unijo in vstop v NATO. Zanimivo je, da so prav vse nove članice Evropske unije najprej vstopale v NATO. Se pravi, to je bilo mogoče razumeti, kot da je članstvo v NATO potem nekakšna vstopnica še za Evropsko unijo. Cilji so bili veliki, tudi potem, ko je prišlo do vstopa, nenadoma ni bilo več idej, kaj početi. Prepričan sem, da cilj slovenske vlade in politike, ki je zagovarjala vstop Slovenije v NATO, zagotovo ni bil okupacija Afganistana. Zavedati se moramo, da je Slovenija z vojno v Afganistanu postala okupacijska država, brez razloga v bistvu. Mislim, da ima Slovenija doma veliko resnejših problemov, kot je pa reševanje oddaljenega Afganistana. Ko iz Afganistana dobivamo novice, koliko talibov je bilo spet ubitih v napadih NATO, znani italijanski kirurg Gino Strada, ustanovitelj človekoljubne organizacije Emergency, vedno pokliče osebje v svojih bolnišnicah in jih opozori, da bodo v kratkem tja dobili veliko ranjencev, zlasti otrok, žensk in starcev. Tudi sam je na osnovi svoje dolgoletne prakse v Kabulu ugotovil, da je večina ranjencev, ki prihajajo v bolnišnice Emergency, v resnici 70–80% so v glavnem civilisti, in da je talibov v bistvu zelo malo. In tudi ta akcija NATO, ta vojna NATO v Afganistanu, ki traja že več kot desetletje, NATO je tam dlje kot Rdeča armada, kot Sovjetska Rdeča armada, v bistvu
ne spreminja položaja v Afganistanu. Ne. Talibi so danes močnejši, kot so bili leta 2000, ko se je vojna tam začela. V Afganistanu je seveda prisotna tudi slovenska vojska. Kako se je slovenska vojska spremenila z vstopom v NATO? Ja, slovenska vojska se je v bistvu ves čas prilagajala izključno NATO. Ne. Sam mislim, da je 10-letnica vstopa Slovenije v NATO v bistvu izjemna priložnost za izstop iz NATO. Ne. Slovenija nikoli ni bila tako varna, kot je sedaj. Na zahodu, jugu in vzhodu je obkrožena s 3 članicami NATO, na severu je nevtralna Avstrija, tako da v bistvu noben več ne more do Slovenije. Slovenija je postala nekakšen otok sredi NATO, nikoli bolj varna kot doslej. In mislim, da je tudi Slovenija, ko je politika pripravljala teren za vstop v NATO, da se je politika premalo zgledovala pri državah, ki niso v NATO. Ne. Takrat se spomnim pred 10 leti, ko je bila debata o vstopu v NATO, nihče ni omenjal primerov Irske, Švedske, Finske, Avstrije, Švice, ki se jim prekrasno godi brez članstva v NATO. Ne. Se mi zdi, da Slovenija vedno išče napačne zglede. Ne. In ob tem bi seveda rad omenil, da so tudi mediji precej pripomogli k temu, da je danes Slovenija članica NATO. Takrat ni bilo nobene zares prave kritične debate. Večina slovenskih medijev je bila za vstop v NATO, glasov proti je bilo zelo malo ali pa jih niso dovolili. In v Mirovnem inštitutu so mi takrat dejali, da je v bistvu takratna politika, takratna vladajoča LDS, v bistvu pritiskala na odgovorne urednike medijev in jim grozila, da če referendum o vstopu v NATO ne bo uspel, bodo prav mediji krivi za ta polom. Hvala za pogovor. Me je veselilo.